leta so se nekako kar poklopile te okrogle obletnice gledališke dejavnosti na Jesenicah. Res je, pred 120 leti je bila že prva dramska skupina, ki je pričela z predstavami. Seveda takrat ni bilo niti gledališča kot inštitucije, niti gledališke dvorane kot dvorane za gledališke predstave. Pa vendarle, začelo se je. Ljubitelji so začeli s to dejavnostjo in publika je to sprejela. Od tam naprej je praktično ves čas ta dejavnost na Jesenicah prisotna. Zanimive so pregledati stvari, kako so tekle med obema vojnama. Jesenice so bile neko vrelišče, tam je bila predvsem tudi politična situacija taka, da smo bili na eni strani te delavski odri, po drugi strani katoliški odri. Tako sta nastala Krekov dom pa Sokolski dom. In Krekov dom je zgradba, v kateri danes predvajamo Čufarjeve dneve. Kajti po koncu druge svetovne vojne je Krekov dom postal gledališče Toneta Čufarja. No in tudi tu je 70-letnica. In glede na to dolgo 120-letno dejavnost je seveda na Jesenicah tudi množica igralcev, režiserjev, scenaristov, drugih odrskih delavcev in logično je, da te niso ves čas samo amaterski igralci, ampak da so mnogi med njimi imeli vidno vlogo v gledališču in filmu slovenskem in tudi v drugih državah, ravno tako tudi režiserji in drugi scenski delavci. Če ni bilo domačih, pa so prišli iz drugih krajev in tako tej kulturi dali mesto, ki je v takem industrijskem mestu, kot so Jesenice, gre. No in prav starosti gledaliških igralcev boste dali poseben pomen na teh jubilejnih dnevih. Točno tako. Pri tem je ena sama težava, kako izmed vseh izbrati tiste, ki bodo predstavljeni za svoje življenjsko delo. Ni šlo drugače ob veliki množici, ki jih imamo na Jesenicah, da smo povabili tiste, ki so najdel na odru jeseniškega gledališča in ki imajo na nek način tudi okrogle obletnice. To so Slava Maroševič, Stanka Geršak in pa Miha Baloh. Najstarejša Stanka, ki je že 80 let, odkar je stopila na oder, pa Miha 70 let na ta jeseniški oder in ravno toliko Slava Maroševič. Tudi to je znak, da je ta dejavnost ves čas prisotna.